Živijo tukaj Valentin. V tem videodnevniku bom govoril o domnevi, da je število sledilcev enako stopnji razsvetljenja določenega vodje, guruja, duhovnika. V svoji zgodovini sem obiskoval različne duhovne vodje, modrece in vsak je imel določeno število privržencev, sledilcev. Mnogi od teh gurujev so ustanovili svojo lastno organizacijo in mednarodno skupino sledilcev. In potem, ko so te vodje umrli, odšli iz tega sveta, se je število sledilcev začenjalo zmanjševati. In sedaj tudi obstajajo številne osebe na tem svetu, ki razširjajo določene modrosti, duhovne nauke, pozivajo ljudi k enosti, k ljubezni, in vsak od njih ima manjše ali večje število pripadnikov. So nekateri, ki so zelo popularni glede tega, torej pritegnejo zelo veliko število ljudi, na tisoče ali celo več iz vsega sveta, in na njihove predavanja v ašrame pride ogromna količina ljudi. Tisti, ki sledijo tem ljudem, ki so zelo popularni, utemeljujejo svojo odločitev, da opazujejo in sledijo tega guruja zato, ker dokazuje z številom sledilcev, da je na zelo visoki stopnji razsvetljenja, zavedanja. Toda ali je res število pripadnikov merilo za visoko zavedanje nekega človeka, in ali te duhovni vodje resnično tudi z lastnimi dejanji, za svojim praktičnim življenjem izkazujejo svoje zavedanje? Kdo na tem svetu ima še veliko sledilcev? To so pop zvezde, to so filmski igralci, komedijanti, politiki tudi nekateri. Skratka, so poti, kako lahko narediti neko zabavno prireditev, ki igra na čustvene tipke teh ljudi, ki so udeleženi, da z prijaznimi besedami, ki vzbujajo prijetna čustva, pritegnejo čim večje število sledilcev, opazovalcev. Ni torej nobena umetnost načrtovati neko prireditev, nek dogodek z namenom pritegovanja čim večjega števila ljudi. Torej, to vsekakor ni noben pokazatelj visoke stopnje razsvetljenosti in zavedanja. Ravno obratno. Ugotovil sem, da zavest, v katero smo
ujeti v to nevidno ječo iz misli in čustev, iz energij, je zelo težko prepoznati in se jo osvoboditi, kajti v nas obstaja inertna sila, program, ki takoj povzroči velik notranji odpor, takoj, ko se hočemo resnično soočiti z temi nevidnimi rešetkami naše ječe. Ugotovil sem, da ravno tisti, ki najbolj natančno pojasnjujejo, kako je ta nevidna ječa matrice stvarstva zgrajena in kako se jo lahko učinkovito osvobodimo, takšne osebe imajo še najmanj sledilcev in da ne doživljajo velikega oboževanja, temveč ravno obratno, so deležni izjemno agresivnih in močnih napadov iz strani ljudi in širšega globalnega sistema. Vsak v sebi pa vendarle premore iskrenost, da vidi, kdo govori resnico, kdo res za svojimi praktičnimi izgledi dokazuje, da ima visoko zavedanje, da ni torej samo prodajalec dobrih občutkov, da ni samo uspešen v show biznisu, da ni samo ekshibicionist in željen po oboževanju iz strani drugih, temveč da na praktični način dokazuje to zavedanje enosti in enakovrednosti vseh živih bitij. Da se ne boji odgovoriti na nobeno vprašanje glede česarkoli, da zna razložiti zgodovino celotnega stvarstva tega planeta in človeka, da natančno pozna zgradbo človeškega uma oziroma umsko-zavestnega sistema in da čisto vse zna ubesediti na tak način, da ga lahko razume povprečen človek. Da mu ni mar samo za ljudi, zato da bi pridobil človeške sledilce, temveč da praktično dela tudi na tem področju, da se spremeni celoten globalni sistem, ki trenutno podpira samo ljudi, v tem smislu, da se enakovredno obravnavajo tudi druga živa bitja, torej tako živali kot rastline enakovredno človeku. Torej, da se gradijo zavetišča za živali, da se razvija trajnostno kmetijstvo, sonaravno gospodarstvo, da se razvija boljši globalni ekonomski in denarni sistem. To je tisto, kar so za mene tisti pravi pokazatelji visokega zavedanja. Vsak naj torej pogleda pri tej osebi, ki jo sledi, ali ta oseba res na tak praktičen način živi svoje besede in da to res lahko pokaže za svojim lastnim zgledom v vsakdanjem življenju. Hvala za posluh in nasvidenje.